Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zakaj smo se danes dobili tukaj? Danes je 12. Če obrnemo številke, vemo, kaj se v bistvu pripravlja. Tudi mediji obilno poročajo o tem, da se bo začela obstaja slovenskega naroda. Kaj to pomeni, en normalen državljan ne more veriti ali pa sploh verjeti, je to možno, da se govori o obstaji v demokratični državi slovenskega naroda, ki je svojo demokracijo začela pred 22 leti in je uspešno do danes pripeljala pač v to stanje. To stanje je pa zdaj relativno. Dejstvo je, da voda odira v slovensko barko in na nas je, ali bomo te luknje zamašili in vodo odstranili, ali se bomo pa vsi skupaj potopili. Skratka, govorimo o tem, da so situacije zelo resne in se moramo od tega v celoti vsi zavedati. Kajti ta upravičena nezadovoljstva državljanov, predvsem nad slabim delovanjem pravosodnega sistema, nad slabim delovanjem bančnega sistema, ko so pred našimi očmi dobesedno izropali državne banke in ko to nobeden ne odgovarja in ko sedanja vlada, ki je legitimna in legalna, skuša te zadeve razčistiti v tem smislu, da se bodo ugotovile odgovornosti ljudi, ki so to stanje povzročili, predvsem tudi zahteva po prenovi pravosodnega sistema, kajti mi moramo vedeti, da tržna ekonomija brez učinkovitega pravosodja ne more delovati in to se vidi danes konkretno v Sloveniji. Vendar, kaj se v bistvu dogaja? Ko so zadeve začele na legalni, formalni ravni reševati, se je kar naenkrat začela zgodba. In zakaj danes bomo govorili o tej zgodbi? Kot sem že rekel, nezadovoljstvo državljanov so upravičena. Vendar pa danes lahko ugotavljamo, da so ti protesti skrbno načrtovani. Začelo se je 23. avgusta, na dan, ko Slovenija praznuje spomin na žrtve totalitarnih sistemov. Spomnite se 23. avgust 1939. leta, pakt Hitler-Stalin, ki je povzročil drugo svetovno vojno. To morate vedeti, predvsem mladi ljudje, ki vse korenine današnje situacije temeljijo na tem zloveščem faktu. Tisti dan je skupina teritorialcev, upokojenih častnikov slovenske vojske, z dobrimi pokojninami, to so tudi člani, ki so bili vojaški atašeji, videli so, kako normalni zahodni svet deluje, spisalo eno pismo za zahtevo po odstopu vlade, po odstopu parlamenta in po imenovanju tehnične ljudske vlade, ki naj bi to stanje, ki je po njihovem slavu, razrešilo. Ok, to ste vedni delno objavili, delno ne, zadeva se je tle ustavila, vendar po parih dneh ali mesecih se je pojavilo potem drugo pismo in tretje pismo za stopnjevanje zahtev. To pismo kroži med pripadniki stare teritorialne obrambe, med pripadniki stare milice, tudi med sedanje sestavo, za zahtevo, da ti člani to pismo podpišejo. Kdor noče podpisati, se ga vpraša, zakaj ne podpiše, odnos tako rečejo. Da noče podpisati, pravijo, če nisi z nami, si proti nam. Proti komu sprašujem? V demokratični državi slovenskega naroda. No in da se vrnemo zdaj nazaj na demonstracije. Jaz verjamem, da so bile na način mariborske demonstracije upravičene, vemo, kaj se je na lokalnem nivoju dogajalo, vemo tudi, kakšni so Štajerci. Hvala Bogu, Štajerci so nam pomagali narediti slovensko državo, bili so najbolj hraber del, ključno za Primorci slovenskega naroda, ki je pokazala ves pogum po obrambi pred agresijo JLA-ja in ti ljudje se ne dostijo zajebavati, hvala Bogu, ne? Vendar tudi danes vemo, da so prvi iniciatorji bili tisti, ki so izgubili na državno-zborskih volitvah, ki so dobili manj kot 0,1% glasov in zaradi svojih travm, zaradi poznanstva z krogi iz ozadja, ki imajo dovolj denarja in pokvarjenosti, da so potem ti ljudi, ker Facebook, da nekoga pokličeš, to je določeno znanje, to ni kar tako, da ti pritisneš na knop, pa ti 1000 ljudi uvrščenih. Nekdo mora to znati in nekdo mora temu to plačati, da to naredi. Kajti naša zgodba, teh nezadovoljstv se začne za Facebook zgodbo Tahrira, Egipta, Libije pa tako naprej. Tle ponavljajo preko za slabo imitacijo ene Facebook zgodbe, kar pa pomeni, da tisti, ki začne to, mora vedeti, zakaj se gre. Ampak da to skrajšam. Se pravi, začela se je mariborska zgodba, potem pa kar naenkrat,
nekdo na Facebooku reče, jutri se bomo pa dobili na Senici, objavi dan svojim 200 komaratam in je to osrednja tema slovenskih medijev. TV Slovenija pa če kdo v 3 popoldne poročili pove, veliko zborovanje bo tam. Brez organizatorja, brez programa, brez jasnega cilja, brez jasnih zahtev. Ampak medijski prostor je poln, evo, tle se dogaja ena ostaja ljudstvo. Kajti, tle morate pa vedeti nekaj, kar je pa zlovešče in grozljivo. Nadzor nad človeškim umom se začne z nadzorom informacij, ki vstopajo v ta um. In to se nam danes ne dogaja. Mi imamo Facebook zgodbo, pa zgodba medijev, ki ne poročajo o dogodkih, pa ne govorim za vse, ampak tudi producirajo dogodke. In moje trdne prepričanje je, da 90% ljudi, ki so prihajali potem na te shode, so prihajali zaradi poročanja medijev, ne pa zaradi poročanja Facebooka. Kar pomeni, da je to ozadje nekdo. Nekdo so pa lahko tudi ti ljudje, ko sem prej omenil, skupina 15 teritorijalcev in članov Združenja Sever, vsi z zelo dobrimi penzioni. Od teh ljudi se ni ugradila ne Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ne preko Društvo Sever, ki sta 2 domoljubni organizaciji, ki sta tedaj v letih 90-91 igrali zelo pomembno vlogo pri obrambi slovenske države in pri začetkih demokracije. Ko iz tega vidika me žalosti in sem zgrožen na tem, da te 2 organizacije na en način tiho podpirajo to, kar delajo. Nadaljevanje zgodbe. Gospod Janković, nezadovoljen, ker je izgubil v parlamentu, pove, da čela se bo ostaja slovenskega naroda. Pred 2 meseci in to se zdaj ponavlja. In danes, ko prešel radio, televizijo, 21. bo pa ostaja slovenskega naroda. Proti komu? Zgodba slovenske policije, pa poročanje medijev. Prva agresija praktično Mariborčana na policiste, ki branijo ustavni red te naše slovenske države. Dejstvo je, da smo 91. odnosno sprejeli slovensko ustavo, ki temelji na parlamentarni demokraciji in ki je jasna in nedvoumna, da je na oblasti ljudstvo, ki preko svojih predstavnikov jih izvoli v slovenski parlament, ta potem formira vlada do časa mandata. In samo to in edino to je legitimno. Vse ostalo, pozivi na ostaje, na ljudske tribune, da ne vem kva, je lari fari. To normalni svet tega ne pozna in me ne čudi, da to preko tudi mediji na en način veselo producirate. Zdaj se pa zgodilo ljudstvo, naredimo ljudsko vlado, ljudje iz ozadja, ki sploh ne povejo v programu, ko jutri vladali, odstavili bomo vso politiko. Ja pa lepo vas prosim. Govorim smrtno resno, 60 let, sodeloval sem v slovenski vojni za osamosvojitev, bil sem prvi poslanec slovenskega parlamenta, glavo sem nastavil, bil sem na spisku KOS-a, kdor ne ve, to je kontraobveščevalna služba Jugoslovanske armije na spisku za likvidacijo in mi ni vseeno za te dogodke, ki se zdaj dogajajo. In to ne more biti temu tako. Skratka, da zaključim ta prvi del. Smo za preko te mirne proteste, smo da državljani to svoje nezadovoljstvo, ki ga tudi jaz delim. Tudi jaz sem izjemno nezadovoljen nad slabim delovanjem pravosodnega sistema, nezadovoljen in zahtevam od organov oblasti, vseh 3 oblasti, da te zgodbe razčistijo, da jutri vidimo, kdo so tisti bančniki, ki so delili slaba posojila, ki so ščitili slovenske banke, kdo so tisti slabi sodniki, mi vemo, da je del sodnikov izjemno slabih, da ne govorimo o skorumpiranih ali karkoli. Teh ljudi ni bilo na transparentih, so pa politiki, ki imajo po legalni osnovi mandat, da v imenu ljudstva to slovensko barko rešijo. Dejstvo je, da mi še kar naprej jemljamo tuja posojila, da imamo ta standard, ki se ga očitno ne moramo sami za lastnim delom pridobiti in da je potrebno to zgodbo ustaviti. Jaz sem na celem življenju navajen skromnega življenja in varčevanja in mi je groza, da nekdo danes grozi že štrajkom, ob tem, da imajo vsi njegovi zaposleni člani in dobre plače in dober status in niti ena plača ne zamuja, ena pokojnina ne zamuja, a mi pa govorimo tukaj v enem izrednem stanju. Izredno stanje bo dejansko takrat, če pokojnina ne bo v 3 mesecev, kar se pa lahko naredi, če bo država bankrotirala, kar se tudi lahko naredi zaradi tega referenduma, pa to skratka. Zelo neodgovorno obnašanje za to našo barko, ki se imenuje slovenska država in Združenje za vrednote bo z vsemi svojimi močmi delalo vse, da se ta zgodba ustavi, da tudi slovenski narod enkrat spozna pravo zgodbo in da zadevo mirimo in da preko legalnih organov oblasti zadevo speljamo v pravo pot. Kar
se pa tiče slovenske policije, tudi ona je igrala izjemno pomembno vlogo v letih 91, ko je obranila Slovenijo pred agresijo JLA-ja. Vsaka čast in spoštovanje pogumnim policistom, ki so bili hrbtenica oboroženega odpora. Ti isti mladi fantje, prestrašeni, ko jih gledamo po televiziji, v bistvu branijo to slovensko državo pred novim napadom vandalizma. Ker eno so mirne demonstracije, drugo so pa potem plačani izgredniki tudi iz tujine, ki potem z granitnimi kockami 89 ljudi je ranjenih, za tega zavedamo, eden bo oglašel, eden od policistov bo cel življenje invalid, da ne govorimo, da bo jutri smrtne žrtve. In to nekdo podpira tudi preko očesa kamere. To me žalosti in preko verjamem in pričakujem, da bo tudi zahtevamo na programskem svetu RTV-ja osebno sejo tudi za odporočanje medijev glede tega. Lepo prosim vse novinarje, čeprav vi niste nič krivi, to so zadnji uredniki pa ostali, da se te zadeve dejansko korektno poročajo. Tako da mi kot VSO absolutno podpiramo v tem momentu slovensko policijo, podpiramo ministra Gorenaka, on varuje tudi vašo varnost pa našo varnost. Ti fantje, ko zmrzujejo zunaj, čuvajo vse nas, to se morate zavedati. Kajti, če bo kaos, bomo mi tudi trpeli, tudi med nami bojo žrtve in tega se morate vsi zavedati. Torej, jaz bi končal ta prvi del z tem, da, tako sem že rekel, absolutno se strinjam z tistimi državljani, ki so nezadovoljni z situacijo v državi, ki je takšna, kot je, ampak odkriti moramo krivce, jih ustrezno kaznovati, tudi sem za to, da se to premoženje vse vrne nazaj, vendar preko legalnih organov oblasti. Predlagam, da podamo še stališče glede poziva predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo za udeležbo na protestih. Mogoče še kakšno. Bi že tudi nadaljeval, če bo ta kolega potem že dodala. Glejte, tudi jaz sem član Zveze veteranov vojne za Slovenijo in z današnjim dnem tudi zaradi tega pisma nepreklicno izstopam iz te zveze. Ta zveza je nastala dejansko na zdravih podlagah, kajti slovenska teritorialna obramba je tudi, da nam ponavljam zgodbe, naredila to slovensko državo. Danes pa opazujemo, kako se ti ljudje obnašajo. Že v prvi fazi, ko so na način bili se strinjali s tem, da je predsednik Tirk v odhodu podal medaljo gospodu Ertlu, ki je bil v časih represije in bivšega režima notranji minister in šef UDBE, ta organizacija ni protestirala. Danes, pa ko predsednik te organizacije, gospod Lipič, ki je v samem vrhu bil slovenske oblasti zadnjih 20 let, ko bi lahko tudi, če bi hotel, kar naredil mnogo boljšega od tega, kar zdaj on govori, da je slabo, pa ne naredi, in ko on udriha po slovenski policiji in govori, da uporablja pretirane metode, ob tem, da branijo svojega sebe, in ko potem obliku na tih način prvič se ne ograjuje od teh ljudi, od teh teritorijalcev, ki v bistvu zganjajo te slaboumnosti v medijih, odnosno preko pisem zahteva po vstopu parlamenta in vlade, od tega se ne gradi, po drugi strani pa poziva veterane vojne za Slovenijo, da se naj udeležijo teh demonstracij, predvsem demonstracij 21. decembra, je to vsega obsojena vredno za eno organizacijo, ki temelji na slovenski državi. Ta organizacija je nastala tudi za to slovensko državo in tega si člani, ki smo tam nismo zaslužili, je to obsojeno vredno, to obsojamo kot združenje VSO, predvsem pa kot pripadnik bivši te organizacije stopam in pozivam tudi vse člane te organizacije, ali da ukrepajo proti vodstvu, ki pošilja take pozive, ali pa tudi da izstopijo iz te organizacije. Lep pozdrav, tudi jaz se pridržujem mnenja predsednika, rad bi dodal neko svoje stališče. Leta 1991 sem bil pripadnik prve generacije slovenske vojske, bil sem aktivno udeleženec pekijskih dogodkov. Iz slovenske osamosvojitvene vojne nosim 30% invalidnost in ni mi danes vseeno, ko vidim in ko verjamem, zakaj smo se borili leta 1991. Kot mlad, takratni vojak, sem se boril predvsem za to, da končamo s totalitarnim režimom, da ustvarimo tržno ekonomijo, da ustvarimo možnost, da Slovenija pokaže v nekem sistemu, česa so zmožni, predvsem pridne slovenske roke. Mi smo takrat naivno verjeli, da so, takrat je bil čas za revolucijo. Takrat bi lahko tudi tisti, ki danes poudarjajo
neke metode, ki za mene so nesprejemljive, takrat bi lahko pokazali vse tisto, kar znajo. V tem združenju so združeni ljudje, ki so v tistem času na vsak na svojem področju dokazali svoj maksimum. Na kulturnem, na vojaškem, tudi na novinarskem področju. Tudi vaši kolegi so bili tukaj, zato smo mi to združenje ustanovili, da tudi oni so veterani slovenske osamosvojitve, tudi novinarji. Skupaj smo preborili to državo. In takrat so le mogoče te metode, ki jih nekateri danes poudarjajo, legitimne, pa jih tudi takrat nismo uporabili. Slovenija je šla iz te vojne kot država, ki je močno spoštovala človekove pravice, ki je močno spoštovala ženevsko in haško pravo. In takrat smo tudi verjeli, da so ideje o nekem totalitarnem režiju, da je ikonografija s temi jugoslovanskimi zastavami dokončana in da so ti ljudje in te ideje in ta ikonografija dokončno gotova. Žal smo bili naivni. To je največja napaka te države, mlade države. Naivno smo verjeli, da ljudje, ki so takrat bili na najvišjih položajih v gospodarstvu, v politiki, da se bojo častno maknili. Nismo izvedli dobenih frustracij. Kot veste, slovensko vojno smo šli brez zaveznikov. To je bila edina vojna v 1000-letni zgodovini Slovencev, da nismo izgubili koščka slovenske zemlje. In to je bila vojna, po kateri se nismo maščevali tistim, ki so nasprotovali osamosvojitvi in tisti, ki so stojali na drugi strani. Zaradi tega smo bili tako hitro priznani v svetu kot nek narod, kot nek civiliziran in miroljubni narod. In to, kar danes počnemo, ko potrebujemo skupno energijo, zato da dosežemo nek preboj, zato da združimo, je nesprejemljivo. In še enkrat pozivam kot Franc Breznik, da se ljudje zavedajo težav, zavedam se, da nekateri neverjetno dobro izkoriščajo stisko ljudi. Ljudje so razočarani ravno zaradi tega. Vsi tisti, ki so te vzvode imeli leta 1991 na oblasti, so še do danes v vseh pozicijah, v vseh institucijah, vsi tisti, ki se je ta pajdaški kapitalizem, ki se ne neha, ki se ne konča, vsi tisti danes pozivajo neko revolucijo. S polnimi žepi, v lepih lokalih, v dragih oblekah pozivajo k revoluciji ljudi, ki nimajo ničesar, ki so jim ravno tisti, ki sedijo, ki pozivajo to vzeli. Poglejte si analizo najbogatejših Slovencev, pa verjamem, da med njimi nekaj ljudi, ki so se na pravičnih, po meritokratskih načelih, so se pridobili to bogatstvo. Tisti so nam lahko vzori. Večinoma pa je danes problem tudi teh demonstracij, da ljudje teh elit ne priznavajo, ker niso prišle na meritokratski način do tega premoženja. Zaradi tega so nastale te demonstracije na miroljubni način. Proti tem kvazim elitam, ki so se prigrabile to družbeno premoženje z vsem svojim vzvodom. Žal je bila to največja napaka slovenske osamosvojitve. In pozivam vas še enkrat, da to predstavite medijem, ljudem, da se tega zavedajo. Da v teh čez te čeri nas lahko pripelje samo združevanje, samo tega, da je pravna država predvsem v pravni državi se da vsaj posameznik ozre samega sebe. Sem dal svoj maksimum od sebe, sem pošten do sočloveka. To je bistvo pravne države. Ko bom to sam sabo razčisto, potem bom drugim pridigal, potem naj tisti mečejo kamne tudi mene, koliko sem nepošten. Hvala. Zdaj pa še pojasnilo v prispevku v oddaji Svet na kanalu A, objavljenem v petek 7. decembra 2012, ki je namigoval nekakšni tajni sestanki naših članov. Lep dober dan. Moram reči, najprej se strinjam z besedami, ki ste jih povedali moja dva kolega. Kot član VSO-ja sem bil zelo presenečen, ko sem na Svet na kanalu A pogledal nek tajni sestanek 3 mož. To se pravi Janša, Bavčar in Krkovič. Bilo je nas 12. Jaz bi samo pozval posebno Svet na kanalu A, da vendar tisti, ki, ne bom rekel špicli, ampak informatorji, ki so tam, ki se je potem pokazal skrivaj, vendar, če bi not prišel, bi lahko mu povedal,
Mi smo društvo, smo javno društvo, lahko se vsak udeleži, imamo javne sestanke, to lahko pogledate naš statut. In tam smo razpravljali o nekih točkah statuta, ki bomo spremenili v kratkem času in potem priprave, ki jih pripravljamo za proslavo 16. to se pravi v nedeljo v Kočevju. To je bila glavna tema naše razprave. Seveda je bil tam prisoten gospod premijer Janez Janša, pa gospod Bavča, pa Krkovič. Kot člana predsedstva in gospod Krkovič kot glavni oziroma promotor ali pa avtor te ideje in te prireditve, jaz moram reči, da smo včasih malo, ker je razlagal nam celo uro o tej prireditvi. Nič se nismo pogovarjali to, kar je danes gospod predsednik povedal o nekih protestih ali kaj, niti besede nismo imeli o tem. Kar je bilo danes povedano to na moje desni, o tem se nismo pogovarjali. Pogovarjali smo se izključno samo o delovanju naše organizacije, vrednosti VSO-ja. In seveda, čudil se pa nisem, ko je gospod Bavčar se tam, ki je kamerman v trni ga v svetu in ga je vprašal iznenada, jaz se mi je še čudno zdel, da ni, jaz bi se še bolj ustrašil in je zgubil besede, zakaj smo se sploh sestali. Mislim, da to ni način rekel, da mehni treba paziti, pa mehni preveriti v resnice. Jaz sem tudi v politiki leta 90 in sem tudi doživel takrat velik krah, ne bom prepovedoval, osebno in zato sem danes zelo občutljiv in vidim, kaj se lahko naredi z medije, kaj se lahko naredi z človeka. Jaz sem takrat čisto na dnu, pa samo zaradi laži. Ko sem pokazal resnico, recimo, ko so novinarji prišli k meni, sem pokazal pisno resnico, kaj je, jo nisem proti vrnil. In ravno to prosim vas, da to sprejmete, da je ta laž zelo boleča, tudi to zdaj, ki si rečeno, ljudje to berejo, bilo je tudi na portalu 24.com in ljudje me sprašujejo, pa rečejo, poglej, une barabe so se srečal prav posluška, jaz sem zdrav. Nismo v tem, nismo. Hvala lepa, samo. Hvala. Mojega razmišljanja, ne? Kanal A je tle ustvaril en dogodek, ki ga ni bilo, ne? O pravem dogodku pa ni poročal. To je bila redna seja predsedstva, zadnja v tem letu, enkrat na leto si zaslužijo ti ljudje tudi eno večerjo, pač rekli smo, da bomo to me gostili, drugače imamo v teh prostorih, da se razume, ne? In jaz zdaj osebno zamerim tem gospodom iz sveta, ne? Če so že prišli, zakaj niso potrkali, prišli noter, bi nas poslikali, videli, bi vprašali, kaj imamo in bi to bila zgodba, če je to za vas bila zgodba, ne? Ne pa delati tle eno sliko, kot da bo tle en državni dar. Kajte naslednji dan, ne, je ta isti kanal prišel po sliko vozila Slovenske vojske, oziroma civilna za oznako Slovenske vojske, ti ljudje v kasarni nimajo malce in hodijo v to gostilno na malce. Ampak pokazali so pa, kot da bo tle zdaj tle kasarna, to so trije preko ljudje, ki so ustvarili to državo, hvala Bogu, ampak ti trije skrb, pa vojska, to pa ja nekaj pomeni, ne. V nadaljevanju poberemo pa še intervju z enim kriminologom, 2 dni nazaj, pa on že razširja teorijo. Gospod Janša je imel 94. predebele vas v obrambno ministrstvo, danes imamo vlado, ima vse, hopa, iz tega pa nekaj radalo in kao bojo preko te nemire ali pa te demonstracije, ki ne izkoristili za narekovajo državni dar. Po vas prosim, tako se ustvarjajo te državne zgodbe, pa se pa čudimo, da je narod zmeden, da ne ve, zakaj se gre in da pojma nima o čem. Zdaj pa še enkrat pravim, lepo prosim, vse tiste, ki to poslušajo v zadnjih, saj ne govorim zdaj vam novinare, ker niste tam nič krivi, pa naš dobro. Naj se nekajo s temi stvarmi zajbavati. Kajti, če bo kriten, upam, da nikoli ne dar, je pa žal, se so ljudje ranjeni, bo hodo ne samo za te ljudi, ki so tam, ampak tudi še za marskega drugega. Ali si to želimo? Mi smo to zgodbo nekaj že dali skus, starejši, ali pa ki poznate zgodovino. 41 leta. Prednji je padel prvi Italijan, so pobili 100 Slovencev, med njimi 15 sindikalistov pa 20 novinarjev. Da se zavedamo v bistvu, o čem govorimo. Danes smo, hvala Bogu, v Evropske uniji, v NATO paktu, in je to verjetno samo, ne vem, v zločinskem umu ta scenarij, ki upam, da se ne bo nikoli naredil, ampak nikoli ne več.
Vemo, arabski svet je ostal, islam se dviguje, Evropa kao razpada, dviguje se veliki brat zopet na vzhodu, ne? In v glavah, preko enih slaboumnežev, se lahko tudi tak scenarij dela, ampak oni, če že kje Bog bo pobegli na Havaje, v Brazilijo, tam imajo svoje vile, ne? Ta narod, nič kriv, nič dolžno se bo med sabo rekel. Ali si to želimo? Tako da z tega vidika res želim visoko profesionalnost, medijsko pozornost na poročanju o dogodkih, o resnici, pravici, poštenju, ne pa, da izseniramo na zgodbe. Tako da jaz bi lepo prosil, da me tudi na kanal A povabi nekdo v studijo, ker tudi ta novinarka potem, ne, poberem gor, obskurni odgovor na vprašanje na vlado, kaj so oni trije tam delali. Dejstvo je, da sem jaz dobil kot predsednik, odnosno moj spoštovani prijatelj, šef za protokol, da naj damo odgovor in daj smo odgovor, da je bila to redna seja predsedstva VSO-ja, oni so napisali, da je bil en bizarno obskurni odgovor. Je pa čakamo, ok, mi živimo. Dejstvo je, da je to bila, mi lahko pokažemo zapisnik te seje, dnevni red, tudi teme, o kateri smo se pogovarjali. Ampak to ni pomembno, pomembno je ena zgodba in ena ozadje. In potem imamo organska afera, ki se vlečejo, imamo Patria, ki se vleče, tudi te zgodbe so nastale na takih zgodbi. To je čist, identična zgodba, kako se pa nas manipulira z ljudmi in z javnim.